Čau, sem Maša Plaznik iz Žarka sreče in ravnokar sem končala eno terapijo na daljavo preko telefona z eno stranko in sem dobila eno čudovito zavedanje, ki bi ga rada zdaj z vami delila. Ko imam terapije, pač na daljavo, ko smo lahko še se družili, je bilo pač to v živo, se mi kar sami pojavijo predlogi, neke rešitve za ljudi, ki me začutijo, in največkrat pridejo v obliki nekih primerov življenjskih, človeških. In en primer, ki je pač prišel z danes to stranko, sem dobila, da bi ga rada delila tudi z vami, mogoče vam bo pomagal. Ljudje imamo tendenco, da radi kaj kompliciramo, ne? Se zapletamo, obremenjujemo z nepotrebnimi stvarmi, najdemo dlako v jajcu, ne? Oziroma jo iščemo. No, kakorkoli, kompliciramo. Okay? In zdaj, vedno radi drug drugemu solimo pamet, ja, ti pa si boljši v tem, ti znaš boljše to, jaz znam boljše to, pa kako nisi mogel to narediti, pa to je ful enostavno, pa že 20 let se s tem ukvarjaš, pa kako si se lahko to zmotil, pa to je čisto osnovna napaka, ne? No, in kaj sem jaz rekla danes tej moji stranki? Mogoče se boste malo nasmejale, ženske še posebno, ne? Moški pa mogoče boste našli kakšen primer pri sebi, ne? Pa dajmo reči, ženske imajo pač neko obdobje, kar nekaj, dajmo reči desetletja, ko imamo menstruacijo. Pa dajmo reči, prvo leto se navajamo, učimo, kako te vložke lepiti na spodnje perilo, da ne gre skozi menstruacija, ne? In tudi po 20 letih, ko vsak mesec te vložke lepiš, se še vedno ti lahko zgodi, da kdaj ta vložek zalepiš malo bolj gor, malo bolj dol, pa gre skozi, pa gre mimo, ne? In si očitaš, ne, je šlo skozi. Če pogledaš v ozadje, a si naredila kaj narobe? Ne, zgodilo se je. Mogoče si hitela, mogoče so bile nove spodnje hlačke, pa so bile malo drugačne oblike, pa nisi vedela točno, kako zalepiti. Mogoče si menjala vložke, pa so bili malo bolj ozki, malo bolj dolgi, kakorkoli, ne. Torej, mi lahko smo profesionalci, obvladamo eno stvar v nulo in še vedno se lahko kdaj zgodi, da ne grejo stvari tako, kakor si mi predstavljamo ali pa kakor smo mi mislili ali kakor smo bili navajeni, da grejo. Okay? Tako da kaj, če ne bi si komplicirali življenja? Kaj, če bi karkoli se v življenju zgodi, samo bili to, kar smo, dajmo se nasmejati na stvari, karkoli se zgodi. Se mi zapali mineštra, Bog pomagaj, okay? Mi poči guma na avtu, kaj čem zdaj? Moram jo zrihtati, lahko težim, se sekiram, ampak treba urediti stvari. Okay? Moram zdaj barvati polkna, jih pač je treba pobarvati, okay? Nimam zdaj možnosti iti v trgovino, ker so nas zaprli doma in mi je zmanjkalo nekega žita. Ok, pač ne bomo tega jedli, bomo jedli eno drugo žito. Imam samo še krompir in, ne vem, regrat od zunaj. A bom jedla 2 tedna to? Ok? Stvari se bojo spremenile, če bomo bili v dopuščanju, da je to možno. Tako da najdite se vsak dan nekaj, kar vas razveseli, in če ne gre drugače, pejte na kakšen iskalnik in si vpišite najboljši vici o neki temi, ki vas pritegne, in berite vice. In nasmejte se, najdite si razloge za smeh, ker smeh dviguje vibracije našega telesa, nas prizemljuje in se počutimo boljši, bolj srečni, bolj zadovoljni. Tako da, lepo se imejte. Čau!